Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Veliko čast in veselje mi je, da je danes z mano moški predstavnik. Dragi Arkan Alnavas, prisrčno dobrodošel. Hvala lepa, Rebeka, in hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Prav vesela sem, da si se odzval na utrinek in sicer že 25. po vrsti. In mogoče samo nekaj besed o tebi. Arkan je čudovit moški, umetnik in slikar. Prišel je v Slovenijo, kaj več bo povedal kasneje in se lahko pohvali s tem, da je doštudiral krajinsko arhitekturo. Preden mu predam besedo, pa poglejmo, kaj pravi utrinek številka 25. Naslov ima odločnost. Odločnost. Odločimo se vzeti čas zase. Čas, ki ga namenimo sebi, je odlična naložba. Raziskujmo svoje delovanje, občutke in svoje misli. Preverimo, koliko minut smo lahko v popolni tišini. V popolni tišini, brez avtopilota misli. Iščimo svoj mir, notranji mir. Odločimo se, da mu podarimo svoj čas. Ko nam uspe najti notranji mir, smo največji zmagovalec. To je največje darilo, ki si ga lahko podarimo. In ne dovolimo nikomur, da nam ga vzame. Dragi Arkan, kaj praviš? Kaj tebi pomeni beseda odločnost? Ja, to je kot da to je točno zame. Ja, jaz, veliko zgodb imam v tem življenju, praktično življenje. Ko prideš, recimo, daleč zapustiš domovina, starši, vse, in prideš kot mladenič, takole okrog 20 let, sam, vsi v tujini. In vse stvari potem, prej nisem razmišljal o tem, sploh kaj me čaka, ampak potem, ko sem prišel, prva stvar se odločiti, sam moraš se odločiti, vsako stvar. Svetuješ z drugim, se pogovarjaš, ti dajo mnenje, vzameš tole, samo se odločiš sam, čisto sam. In če si v redu se odločil, pol pa gre v redu. Če si naredil napako, tudi včasih to se zgodi, pol pa vzameš kot izkušnja, kot šole za naprej. Veliko stvari se spomnim, recimo, si vzeti čas zase. Ni samo minute, lahko rečem, kakšna ura ali ura več, da si sam, da razmišljaš in kontroliraš sam sebe. To kontrole, ker jaz sem prišel z druge kraje, druge navade, druge to. In ene stvari, pozitivne stvari, prinese s sabo. In nisem dovolil, da tole zgubim. Te stvari, ko so pozitivne, ki ti pomagajo v življenju. Res, in včasih tako si, recimo, padeš v delo, v življenje, študij in probleme in to, in včasih človek oddaljuje od sam sebe, in to ne sme biti. In večkrat naredim kontrole in potem pridem nazaj. Če ne naredim to, da si sam s sabo, bolj pa ujdeš drugam, bolj pa nisi več Arkan Alnavas. Drug človek rateš. In to vedno zame zelo pomembno. Jaz tudi, recimo, kot slikar, jaz ko slikam kot meditacije zame to. Kot je rekel svetovni slikar Picasso, slikanje ena vrsta pisanja dnevnika. Jaz, ko slikam, recimo, nimam pripravljen
pripravljene ideje ali pa te zlasti abstraktne slike, vedno dam od sebe, kakšen občutek. In tudi včasih te slike, včasih nežne, take, tudi barva, vijolična, roza, včasih pa temperamentna tako. In to je res, in ljudi čutijo tega. Ko gledajo slike, saj slike ni treba razumeti, kaj na slika, samo slika moraš občutiti, ne. In to je dovolj. Ne vem, da ne bom predolg, sem povedal. Ne, lahko, saj všeč mi je, kako tudi poveš za slike. Slike so res dajo nekaj, ko se približaš, veš, čutiš. Ne rabiš razumeti, ampak jaz tako gledam, če se postavim zraven 4 slik, sigurno čutim razliko od ene do druge pa do tretje. Ja. In se mi zdi, da ti si res ena oseba, ki se zna umiriti, ki se zna povezati s sabo in si vzameš ti svoj čas, svoj prostor in zaradi tega slike govorijo. Zaradi tega so nekako sporočilne, če lahko temu rečem. In tudi prav je, da se prepuščaš barva. Kar se pa tiče te tvoje poti, pa moram reči, da te kar občudujem, ker iz tega načina, da si ti prišel res oddaleč v Slovenijo, ki je bilo sigurno veliko težje, kot pa marsikateremu od nas. Jaz sem prišla 113 kilometrov stran iz Ljubljane, se pravi v Ljubljano sem prišla, ampak imela sem vseeno opcijo, da sem vsak petek popoldne ali pa v soboto zjutraj do nedelje bila ob svojih starših in nisem izgubila tistega stika, tako da tudi pri nekih odločitvah so bili vedno ob meni. Ti si pa za to odločitvijo, da si prišel v Sloveniji in da si potem tudi ostal, mislim, da si mogel veliko odgovorov najti sam pri sebi, pa najbrž so se znajdle situacije, kjer je bilo pogosto vprašanje, zakaj. Saj mogoče doma bi mi bilo pa lažje. Ampak zdaj pa moram reči, da ko te gledam, pa to tvoje delovanje opazujem, te občudujem na ta način, ker tudi nam v Sloveniji prinašaš neko svojo zgodbo, nek drug pogled in tudi imaš svoje društvo v Ljubljani, v Trnovem, kjer, ko se bojo te ukrepi vse bolj sprostili, se lahko tudi vsak oglasi na pijači, imate lepo, prijetno, za ženo sta uredila z rože, tak čudovit ambient, kjer kljub temu, da smo v središču Ljubljane, se počutiš posebej umirjeno. In da si prišel z vizijo, kljub temu, da v to mestno jedro, ker dejansko je ta tvoj prostor čist blizu centra, da podariš tudi drugim ta nek notranji mir in lahko si ogledajo tvoje slike, na nek način vstopijo malo v tvoj svet in vedno si jim pripravljen tudi kaj povedati. Predvsem pa imaš res tisto bogatstvo, znanje in izkušnje, ker lahko združuješ in prikazuješ delovanje v 2 kulturah. In se mi zdi, da je na nas, da to sprejmemo, ker se veliko lahko na ta način drug od druga naučimo. Mogoče so nam pa včasih kakšne stvari kar samo po sebi umevne, ampak če pa pogledamo z kakega druga vidika, pa to ni. Je, ne? Točno to, ja. In namen ustanovitev društva in galerije, prav sem imel namen kot most, kulturni most, kot sem jaz iz Iraka, iz zibelke civilizacije na našem planetu in prinesem taka sporočila od tam in vzamem od tukaj. In tale mehen svet, ki mislimo mi, ne vem, kaj smo, lahko edino tako deluje in pozitivno. Negativni
so stvari negativne, ampak to je normalno zame, ampak ne sme to vplivati na te. In sem opazil tukaj, tako so odločiti, kako, ker ljudi veliko jih vleče delo, služba, ali pa življenje, samo to naredim, in bo mir. Jaz vedno rečem, ne bo, ker vsaka stvar, ki prideš, odpirajo nove stvari. In zame življenje včasih rečem kot bojišče, in ne veš, iz kje pride sovražnik ali pa nasprotnik. Ti moraš vedno biti pripravljen za to in zaradi tega vsak dan življenja si močnejši, če se odločiš pravilno, da vzameš čas zase. Jaz recimo večkrat vzamem čas zase, tudi glasba dam, tiste, ki včasih elektronska, včasih klasika, klasična glasba, sveča prižgati, to je enkratna stvar, mislim, in potem razmišljaš v stvari, ki imaš v glavi. In tukaj v Sloveniji imajo zelo lepa stvar, ki rečemo za odločitev treba prespati. To je res najhujša odločitev, ki takrat, ki si ti recimo živčen ali pa napet. To ni dobro. In pri meni takole večkrat in včasih stvari ne grejo v življenju. Ne vidim rešitev, trenutno ne vidim. Vedno pustim na stran, rečem, vse, kar lahko, sem naredil sam. Nimam več. Pustim na stran, pa rečem, tukaj bo vesolje reševalo. In res se zgodilo in večkrat, da jaz potem presenečen, kako sploh to je šlo. Ampak gre. Jaz sem tudi razmišljanja podobnega, predvsem, da si moramo vzeti čas zase, da najdemo res tisti svoj mir, da igramo vse svoje vloge, ki jih imamo, najboljše. Se pravi, jaz kot gledam kot sebe, da sem v najboljši vlogi kot žena, kot mati, kot hčerka, kot prijateljica, se pravi, in tudi v poslovnem svetu. Težava pa je, ker tudi jaz včasih nisem znala tega najti. In sem rekla, danes bom pa sem še to, pa to bom pa še jutri. Ja, ampak ne gre. Določene stvari sem potem spoznala, da vseeno lahko počakajo in da včasih si res moramo reči, zdajle si pa vzamem par trenutkov samo zase in dovolim svojemu telesu, da si spočije. Oziroma, da delam nekaj, kar mene veseli. Tako, Arkan, ti bi najbolj rekel, da slikaš, nekdo bi ene druge stvari ustvarjal, se pravi nekaj, kar nas polnijo. Lahko počivamo, lahko beremo, gledamo film, gremo na sprehod, ampak res, da vemo, da je tisti čas samo za nas. Je pa res, da tukaj zadnji običajno so prisotna tudi prepričanja, ki jih imamo včasih vse, da moramo vse narediti do konca, pa vse hitreje, pa to. Tako da tlele je na vsakmu, da se, če vidi, da se mu to dogaja, da dela in da si z težavo privošči nek počitek, oziroma če si ga privošči, da ima slabo vest, da mogoče gre pogledati, iz kod to izvira, ker vsak od nas si zasluži in mir, počitek, srečo, ljubezen in uspeh. Ampak res, če si jaz ne vzamem časa za sebe, ni noben kriv za to. Jaz sem tista, ki moram reči, rabim toliko minut zase ali pa 1 uro, predvsem z zavedanjem, da boljše, da se jaz ustavim, da si privoščim tisto, kar moje telo potrebuje, kot pa da me mogoče čez nekaj tednov, čez kak mesec ustavi telo. Ker tudi telo ima neke omejitve. Vse pogosto nas samo telo opozarja, pa glavobol, pa grlo boli, pa kašljanje. Se pravi, telo nam govori, ampak na nas je tisti, da prisluhnemo. In zato, če pogledava naslov tega utrinka, je odločnost.
odločimo se vzeti čas zase, ker dovolimo si to. Jaz moram reči, da ko sem dobila tole aparat, kamero za slikanje energijskega polja nekaj let nazaj, s tem slikanjem jaz ves čas spremljam, kaj se v meni dogaja. In mi daje eno drugo sliko. In ko jaz čutim, da sem dobro, pa posnamem to in to vidim, se mi zdi, da sem res tako zadovoljna, res se vidi. Se pravi, nek aparat, ki pokuka v naše notranje sfere, sej jaz se počutim, da sem dober, ampak ko pa še pokaže, smo pa res lahko nagrajeni. In zakaj se ne bi dovolili res, da tudi vedno, oziroma če tako rečem, tudi če se vzamemo čas in se spočijemo, bomo se srečali v življenju z posameznimi trenutki, odločitvami, kjer nam ne bo čisto enostavno. Ampak, da si pa takrat, če je le možno, vzamemo čas, pogledamo, kaj bi si mi želeli sprejeti, kakšno odločitev. Če lahko si vzamemo en dan, tako kot si omenil, da prespimo, da premislimo, kako bomo odreagirali na naš korak, je tudi zelo pomembno. Ampak res je tisto zelo veliko izhaja iz nas samih. Kako bomo določene stvari postavili na določene korake, seveda se moramo prilagoditi, ampak še vseeno je pa tisto, imamo pa del dneva, kjer pa lahko kreiramo in čas zase in kako se bomo odzvali. Ker mi se lahko na enako situacijo odzovemo na različne načine. In tudi na nas je, da iz našega delovanja gledamo, če nas neke stvari so v preteklosti prizadele, da mi ne odreagiramo enako. Ker jaz lahko tebi rečem, če me ti vprašaš eno stvar, rečemo, ali lahko to narediš, jaz ti lahko na več načinov odgovorim. Lahko rečem ne, lahko rečem bom premislila, lahko te vprašam, zakaj si to želiš, aha, mogoče pa ja, se pravi, in razlika je lahko v tonu glasu, v izbiri besed in predvsem v najnem dialogu, da je izkazano spoštovanje. Spoštujem tvoje vprašanje, aha, kaj zdaj lahko naredimo, da pridemo skupaj. Tako da, to so tiste odločitve, ki izhajajo iz nas, da resnično najprej cenimo sebe, cenimo ljudi okoli nas, prav vsakega, ne glede na izobrazbo, da smo vsakemu pripravljeni ponuditi lepo besedo in na koncu seveda, pa ne smemo pozabiti tudi nase, da se zopet vrnemo k tem, da vzamemo si čas samo za sebe. Bi kaj dodal? Točno, Rebeka, si povedala vse. Jaz mislim, strinjam s tem seveda. In včasih tudi, če nisi sam, da ne se odločiš sam, ti imaš zunanje vplive tudi včasih ne, pol pa ni ta prav način za rezultat ne bo ta pravi. In jaz vedno sem rekel, sam sabo rekel, tako, sam sabo rečem, ne, to še ni, to je stvar še ni zrela, to treba počakati. To je zelo važno, ne, dajmo zdaj, dajmo hiše do konca končati, zidati, pa bo mir pa to. Ne, bo odpirali še druge stvari, ali pa kupati stanovanje, ali pa, če ne gre, mi imamo arabsko ena beseda bihasareh, če ne, bihasareh to pomeni, dobro, da ni šlo, včasih ene stvari ne grejo, zakaj pa ne veš? Pri meni recimo sem ugotovil ene stvari čez 30 let, pa potem rečem, aha, takrat zaradi tega je prišlo do tega taka situacija in to je odlično, ampak to ne veš, ampak če si sam se odločiš in res moraš biti spočit tudi, to je zelo važno. Če nisi pri sebi, človek mora biti pri sebi, rečemo, nisem pri sebi, to pomeni, da si daleč od sebe, ne mora se odločiti.
In se odločiš takrat, ko si res spočit in trezno razmišljaš in takrat je uspeh 100%. Včasih pa, sej vsi smo ljudi, včasih tudi jaz ali ti mogoče se odločiš kakšne stvari, pa potem ugotoviš, da je to napačno, nič hudega, pa se da popraviti, pol pa naprej treba paziti, kako v taki situaciji. Ja, sigurno se včasih pridemo tudi do kaj, ne vem, želimo tudi mogoče narediti kakšne večje nakupe stanovanje, pa nam eno stanovanje tik pred nosom nekdo drug kupi, pa nam je takrat hudo, pa zakaj se nam je to zgodilo. Potem pa, če vidimo, ker smo pa počakali še pol leta, je prišlo pa še boljša ponudba, mogoče boljša lokacija. Včasih se mi zdi, da pri teh stvareh moramo biti potrpežljivi. Gledam pa iz vidika odločitev na tak način, da določene stvari se odločam tako, da zadevo preučim čez več zornih kotov, se odločim in v tistem trenutku vem, da sem se odločila iz vsega tega, kar najbolje znam. Zato poskušam, da ne gledam nazaj in ne analiziram več to odločitev, ki je bila narejena, ker sem takrat veliko časa v to vložila, se pravi, različne perspektive vklopila in menim, da je to bilo takrat prav. Tako da poskušam res gledati za naprej, da se dela dobro, da se dela srčno, z ljubeznijo in res verjamem, da vse dobre zgodbe imajo vedno srečen konec. In gremo, v poslovnem svetu je treba biti tudi strpen, ker je to tek na dolge proge. Mogoče bi bilo pa težko, če bi čez noč bili kar naenkrat zasuti za preveč delom in da si mi dovolimo sploh na začetku poslovne poti predelati neke naše občutke in se počasi odpirati, počasi sprejemati nove posle in vse ideje dati na plan. Tako da to je nekako moja filozofija. Še nekaj bom dodal, recimo, kakšen poslovni projekt imaš, in se pogovarjaš z znanci, prijatelji, pa to. Včasih tako, dobiš dobre besede, dober nasvet, ampak večinoma ti vpraša, dober, tale velik projekt, a ti imaš denarja za to ali nimaš? Rečem, da nimam. Pol pa to je sanje, to je, kaj meglo prodajaš, eden mi je rekel, sem rekel, zakaj ti si začel narobe, ti si začel stvari z repa, ni z glav. Najprej je projekt, a je v redu ali ne, a je resničen, lahko resničen ta projekt, samo to, denar pa finance na koncu iščeš. Ampak, če bi poslušali drugi pa tako, pol pa nikamor ne greš. Ja, tako. To je v bistvu tisto, da prisluhneš sebi svoji viziji in ker jo čutiš, da jo speleš naprej. Denar je potem samo nagrada za vse vloženo delo. To je res, ja. Ja. Kaj praviš? Pogledava, kaj pravijo karte? Z veseljem. Za danes. Tako, jaz bom mešala, ti pa, ko boš začutil, reče stop. Stop. Evo, to je karta. Ta karta ima prikazano objem miline, vidimo tlele gor, je oseba z razprtimi rokami in če pogledamo to povezavo z današnjim utrinkom, lahko rečemo, da če delujemo z srcem in res skladno s sabo, z tisto pravilno zdravo odločnostjo, lahko smo mi tisti, ko razpremo roke. In dejansko tudi čez dan, ko se doma počutimo dobro, ko se v družbi in čez cel dan počutimo dobro, imamo lahko občutek, da res, kot da na nek način mogoče malo letimo, če lahko tako rečemo. Ampak ta karta je pa tudi tista, ki ima zraven semafor z rdečo lučjo.
Ta semafor pa v tem primeru nas opozori, da gledava z vidika odločitev, da se včasih dovolimo ustaviti. Ustaviti in res ne takoj odločiti, ampak preučiti, ali ja, ali ne, ali je pravi čas, ali mogoče ne. Se pravi, da si vzamemo čas in potem sprejmemo odločitev in tudi na drugi strani, da bomo mi imeli razprte roke, da se bomo počutili svobodno, da upoštevamo to rdečo luč in si vzamemo čas, ko čutimo našo nek stres, utrujenost in počakamo, da naš semafor gre počasi v zeleno barvo. Karta je tudi povezana z družino in odnosi. Jaz bom pa prebrala, kaj karta pravi. Si na svoji točki odločitve. Kot nalašč za danes. Dobro premisli, preden sprejmeš odločitev. Mogoče še ni čas za odločitev. Kaj, če vse skupaj prehitro za zaključke? Kaj, če bi moral na svoji poti zaviti malo v drugo smer? Privošči si pogled iz druge perspektive. Sedaj je čas, da prisluhneš sebi in svojim najbližjim. Preuči svoj odnos do sebe in do vpletenih ljudi. Si res popolnoma pošten do sebe in vseh vpletenih? Pazi, na semaforju je rdeča luč. Tole sporočilo je mogoče za vse nas, da odločitve, ki so pred nami, o katerih razmišljamo, ali novi podvigi ali neke spremembe, da pogledamo z različnih zornih kotov, kako to vpliva na naše nadaljnje življenje, na in odnose, in občutja, in finance, se pravi z vseh vidikov, in da ne hitimo, ker včasih nam je res tisti en dan ali pa dva, ali pa mogoče teden, ki si ga vzamemo za odločitev, ključen za naše nadaljne korake. In mogoče, prav mogoče, je naša nova odločitev, ki jo bomo sprejeli, lahko naš največji korak za življenje. Mogoče. Zato vzemimo si čas, dovolimo si sprejeti odločitev, res tisto ta pravo, ki jo čutimo mi in čutimo tudi v sebi, da je res prava. Bi kaj dodal? Ne. Ja, kaj ne dodam? Vse pravilno tole, kot da smo se pogovarjali, prej pa je prišla karta že tak. Ja, a ne? In to je res... Ponavljanje. Ja, in res, ne, vzamemo si čas, ta rdeča luč je bila res, ko se mi zdi povezana z tvojimi besedami. In tudi jaz nimam praktično kaj za dodati. Rečem lahko samo to, da sem šla v življenju tudi čez različne preizkušnje, različne izzive in se mi zdi, da sem včasih se pa nekaterih stvarih tako hitro odločala. Zdaj si pa dovolim si vzeti čas, dovolim si premisliti. To se vidi tudi v mojih kozmetičnih izdelkih, ki včasih zdaj imam sigurno jih kar nekaj, ki jih še ni v prodaji, ki jih poznajo samo moji najbližji, ki so jih testirali in me sprašujejo, zakaj čakam, zakaj jih ne dam ven. Ne vem. Jaz tako pravim, ko bo pravi trenutek, bom začutila in takrat bojo prišli ven. To je sigurno. Pride čas, reče, no, zdaj pa je. Tako. Ja, lepo. Dragi Arkan, iz srca ti hvala, da si mojemu povabilu rekel da. Nekako, ko sem šla čez ta utrinek in naslov odločnost, se mi je zdelo, da je ta utrinek kar zahteven. In ko se mi je pokazalo tudi tvoje ime zraven, sem rekla, ja, to je to. Ker prva tvoja pomembna odločitev je bila in ni bila lahka je, da si prišel v Slovenijo. Druga pomembna odločitev je bila, sigurno, tako jaz gledam na to, da si tle ostal. Prilagodil si se življenju v drugi državi na drugačen način in res ne samo to, lahko bi živel družinsko življenje, pa pač tudi službo imel in vse, ampak dal si nam še več. Odločil si se,
in ta odločitev je pomembna za vse Slovence, da širiš znanje iz kulture, kjer si odraščal in dejansko povezuješ tudi z življenjem v Sloveniji. In jaz to jemljem kot res čudovito zadevo, ki nam jo podarjaš. In komaj čakam, da pridem v vrt na kavico med rože. No, bomo zdaj, po praznikih bomo popoldne tam. In vabljeni vsi in z veseljem. Jaz imam rad ljudi, imam rad pozitivne stvari in res veliki ljudi, ko pridejo na obisk, ko stopijo noter na vrt, eni, nekateri, rečejo, kaj pa je tukaj? Sem rekel, kaj pa je? Ja, tukaj pa posebna energija. Čutijo ljudje tega in sem rekel, da to mi veseli. Tudi tujci včasih pridejo, ker to je zraven Plečnikova hiša, prej turisti pridejo iz druge države, oddaleč, pridejo mimo, pa stopijo noter, pa povejo isto, da so čutijo tega. In to me veseli, da sem na pravi pot. Ja, seveda. Pa tako v tem svojem prostoru podarjaš res nek mir, počitek, nekaj, kar nam paše. Tako da, hvala. Hvala te, Rebeka, res, za upanje, seveda, pa za... Seveda, super mi je bilo, res. In ko gledam nazaj iz vidika odločnosti, ko sem začela snemati prvi utrinek in zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo hvaležna, da sem vztrajala, da sem prišla že do 25 in pred mano sta samo še 2. Potem bomo pa videli, kaj bo. Prepustimo se novi odločitvi. Tako da, naslednjič gremo že v 26. Mogočnost je v nas. Hvala vsem, ki ste bili vse do konca z nama. Da bo teden še lepši, vzemite si vsi čas zase. Zaslužite si, vam to pripada in brez slabe vesti si privoščite tiste trenutke samo zase. Midva se od vseh poslavljava, še pomahava in rečeva nasvidenje. Hvala. Čau.